kaj pomeni sedaj ta predstavitev oziroma ta poziv, ki je prišel iz službe Vlade Republike Slovenije za razvoj. Približno 600 milijonov je tega denarja, ki ga imajo regije oziroma občine po regijah, glede na stanje razvitosti, glede na kazalce razvitosti, za porabiti v teh 7 letih. 300 milijonov približno so bili ti prvi 4 razpisi, ki so bili narejeni še v času, ko je ministroval gospod Žagar, in ti projekti so danes v teku in se praktično zaključujejo ti projekti. Sedaj je na razpolago še približno polovico tega denarja in že osnovno odločitev, da se razpiše samo 200 milijonov, ne 300, se nam zdi nerazumljivo. Dogaja se nam pa to, da so te zamude, na katere smo opozarjali preko celotnega leta, močno odražajo tudi v sami izvedbi projekta. Tisti projekti, ki so razpisani za leto 2010, morajo biti zaključeni do konca septembra. Se pričujem. Pravila igre so namreč takšne, da če želiš dobiti ta denar nazaj, je treba do 30. septembra imeti plačane račune. Predhodno pa je potrebno imeti potrjen investicijski dokument, umeščen projekt v proračunu občine, postopek izbire izvajalcev je zelo zahteven, prav tako podpisi pogodb, pritožbe. Potem, ko se začne projekt izvajati, je obvezna kontrola strani ministrstva in na koncu tudi sama gradnja potrebuje nek določen čas. In za tiste projekte in za tisti denar, ki bi moral biti porabljen v letu 2010, kot sem že dejal, je potrebno vse to zaključiti do 30. septembra. In vsi ti zamiki so zelo nevarni in zato je bilo naše razočaranje, da se ni ta razpis naredil v drugi polovici lanskega leta, jeseni, in bi lahko povsem v miru sprejemali zadeve tako v občinskih proračunih in jih v letošnjem letu tudi izvajali. Sedaj so občine v zelo velikem precepu, kajti občine bi teoretično lahko pričele z temi projekti, ko so bili te projekti identificirani, ker pa še niso projekti potrjeni v okviru službe, je tudi problem, da na koncu lahko občine nimajo sredstva za izvedbo takšnih projektov, kajti v teh projektih je sofinanciranje zelo visoko, tam od 60 do 85%. In iz tega razloga je zelo velika bojazen, da bo zopet na tem programu v letošnjem letu počrpano zelo malo sredstev. V okviru teh strukturnih skladov je nekaj teh razpisov, na katere smo v Ljudski stranki že ves čas opozarjali, da gredo prepočasi, in vsi ti razpisi imajo mesto, kjer se ta sredstva rabijo, so to občine. In to je že sedaj omenjeni razpis za razvoj regij. Še vedno ni razpisa za tako imenovana gospodarska središča. Tu gre zopet za 400 milijonov evrov sredstev. Letošnjo leto je sicer potekal ta nek pregled vseh preteklih dokumentov, tudi bil en tak določen indikativen poziv narejen, vendar se šele v naslednjih mesecih pričakuje tu tudi potem dokončni razpisi in pa izbira teh projektov. Naslednji projekt, ki zopet še ni v teku, je že večkrat upozorjeno na področju Ministrstva za kulturo, obnovo spomenikov, kjer je tudi 70 milijonov evrov teh sredstev na razpolago. Prav tako se pa nič ne dogaja tudi na razpisi za obnovljive vire, za učinkovito rabo energije, in tudi tu smo občine marsikatere že v skladu z napovedmi pripravljale projekte obnove šol, vrtcev, in praktično nič od tega se ne dogaja. Zato se bojim, da je dejansko takšen način dela in takšen način tudi menedžeriranja teh zahtevnih projektov, da je s takšnim načinom nekaj narobe in da je poraba teh sredstev zelo ogrožena. V proračunu Republike Slovenije in tudi v sami izhodni strategiji in tudi zelo logično je, da so naše zelo velike priložnosti ravno v črpanju evropskih sredstev. V letošnjem proračunu je predvideno, da se bo iz Evrope načrpalo približno 1,1 milijarde sredstev. Vekolikor se ta sredstva plemenitijo še z domačimi viri, tudi občinskimi, zasebnimi, je to mimogrede tam 2 do 2,5 milijarde evrov sredstev, kar pomeni v povezavi z slovenskim bruto produktom, da je to kar tam približno 7-8% slovenskega bruto produkta. In
to so te številke, ki nam še kako manjkajo, tudi če gledamo izpad in pa padec bruto produkta v lanskem letu, ki je bil kar 7,8%. In sam mislim, da resnično je potrebno v okviru Vlade Republike Slovenije nekaj postoriti in omogočiti in pa preko takšnih razpisov, kot je razvoj regij, gospodarska središča, omogočimo tudi to, da se zgodi ta disperzija investicij na področju celotne Slovenije, s poudarki še na teh manj razvitih območjih, ker je tam tudi glede na metodologijo plasiranih več sredstev in samo ocenjujem, da to je resnično ena od največjih priložnosti, ki jih Slovenija danes ima, ampak jih v zadnjih 2 letih zelo zamuja in izpušča iz svojih rok. Vprašanje? Mogoče čisto na tako številko, koliko ocenjujete, da je škode zaradi teh simulacij? Recimo v številki. Ta razpis, ki je sedaj, je za leti 2010, 2011 in 2012 in je bilo razpisano 200 milijonov evrov. S tem, da se razdeli na ta 3 leta, kot sem že še enkrat dejal, še vedno pa ostaja 90 milijonov evrov nerazporejenih. Samo ocenjujem, da bi mirno lahko vlada se odločila in vsa sredstva razporedila in razpisala v tem obdobju in če izhajamo potem iz te dinamike, je to približno 100 milijonov evropskih sredstev na leto in lahko koristimo in temu je potrebno dodati tudi ta delež, ki ga sofinancirajo občine in ker pride tu maksimalen znesek sofinanciranja 85%, veliko krat pa projekti presegajo potem oziroma drugače rečem, ni evropskih sredstev toliko, da bi bil delež 85%, kar praktično pomeni, da so ti projekti financirani od polovice pa tam do 2/3 največ. In to pomeni, da govorimo o okoli 500 milijonov, ki bi jih lahko v 3 letih zinvestirali in gre za zelo znatna sredstva v okviru investicijskega ciklusa, ki je povsem vstavljen v Sloveniji. Veste, po takole, neformalno, nekateri iz SVRL-ja so pravzaprav vedeli povedati, da se to dogaja, ali pa se to zgodilo, zato ker menda niso pravi župani in prave občine bile pripravljene, ker je potrebno imeti gradbeno dovoljenje. In pogledajte, to smo dali v gradivu v zadnjem odstavku, kaj piše. Mislim, norca se delajo, tisti, ki so že oddali, torej do 14. ure, potem naj po 14. uri pošljajo mail na SVRL in sporočijo, da se jim vloge vrnejo. Mislim, da odstopajo od projekta. Kaj Ljubljana ni vložila, ali kaj? Ne, gledajte, to je problem, ki je več kot evidenten to. Takšen razpis rabi določen čas. In zato je bil ta naš poziv v lanskem letu čim prej pripravite poziv za 5. razpis. Kajti potrebno je te programe, operativne izvedbene programe prijaviti, službe SVRL-ja jih pregledajo, odobrijo, se pravi, da je v skladu tudi z porabo sredstev in potem dobiš odobren program in potem začneš tudi normalno s temi postopki za naprej. Sedaj se pa z časovne in tudi zaradi te časovne stiske je že tudi minister, ko je odgovarjal na vprašanje poslancev, na poslansko vprašanje, priznal sam, da je bilo nerealno, da bi 29. januarja, ko je šel razpis, bi bilo moč do 26. februarja, ko bi se na prvi razpis prijavili, narediti vso to tehnologijo, ki pa je bila z njihove strani spremenjena z novim letom. Z novim letom je začela veljati uredba, ki je uničila oziroma stornirala vse, kar je bilo v lansko jesen narejeno. Regije so lansko leto vse pripravile, imele sprejete že te izvedbene programe in bi se lahko izvajali. Z novim letom stopi v veljavo nova uredba, potem se z razpisom čaka do 29. januarja in od takrat naprej bi pa naj sedaj regije v skladu za novo uredbo ponovila cel postopek, se pravi, se dogovorijo za projekte, te projekte pripravijo, oddajo v obliki izvedbenega načrta in služba mora potem ta izvedbeni načrt pregledati, da so ti projekti izvedeni. In tu enostavno prihaja do tega velikega zamika in tu takšen razpis bi imel zelo normalen, bi ga se dalo normalno sprocesirati, vekolikor bi dejansko lansko jesen tam, ki je septembra, oktobra pričeli z temi zadevami, jih imeli kot občine tudi odobrene pravočasno